sprašujemo, kdo je ciljna publika, ki ji namenjamo strokovne knjige za otroke, gre tudi za mlajše ljudi. Kakšni smo bili pa mi, ko smo bili mladi? Kaj je pa nam pomenila knjiga? Takrat, ko sem bila jaz otrok ali pa Andrej, knjiga je bila glavno razvedrilo v igri. Saj ni bilo česa drugega, televizije takrat še nismo poznali. In brali smo od pravljic do resnejših knjig. In mnoge od teh knjig so pripovedovali o preteklosti. Mene so spodbujali k branju tudi starši. Ko sem knjigo prebrala, sem jo dobila za nagrado. In tista knjižna polica se je pridno polnila. No, še ne. No, po maturi moram reči, če preskočimo tisto mladostno obdobje, sem nekoliko cincala, za kateri študij bi se odločila, no, odločila sem se za zgodovino. Pravi, študij zgodovine mi ni bil čisto pisan na kožo, ta standard. Bil je preveč deskriptiven in preveč fotografski. Pač pa, ko sem se lotila raziskave za doktorat, sem se pa lotila dela na izvirnem rokopisnem gradivu, največ iz Pirana. In naenkrat so iz tega rokopisnega gradiva skočile vam posebej. In to me je pa nenadoma izredno pritegnilo in lotevala se seveda nisem potem samo gospodarske zgodovine, ki je bila osnovna tema, resna tema, ampak me je zelo pritegnila zgodovina vsakdanjega življenja. Nisem pa niti še sanjala, da bi pisala strokovne knjige za otroke. Sem pa imela konec 80-ih let eno veliko možnost, da sem vplivala v tem pogledu, da se otroku strokovna literatura učbeniška približa. Takrat sem namreč med letom 88 in 92 sem predsedovala Zvezi zgodovinskih društev Slovenije. In osnovna naloga zveze je bila, da je prirejala na dvoletna zborovanja slovenskih zgodovinarjev. In večina publike na teh zborovanjih so bili pedagogi. Zato je imela zveza in tudi odbor, ki je zvezo vodil, posebno šolsko sekcijo, ki je pripravljala za pedagoge za to priložnost poseben program. Vendar je ta šolska sekcija delovala zelo stereotipno in so stalno stopicali na mestu. 88-92 je pa vendar čas, ko se spreminja vse v naši družbi. In zato sem si drznila za zborovanje v Murski Soboti, ki je bilo leta 90, predlagati, da bi vzeli pod drobnogled učbenike za zgodovino. Meni osebno so se zdeli ti učbeniki izrazito dolgočasni, preobsežni, stereotipni, prezahtevni in za pedagoga in tudi za otroka, jasno. Otrok se iz njih praktično ni mogel sam izobraževati. In ta predlog je v bistvu naletel na zelo široko odprta ušesa in pri odbornikih in pri tistih, ki smo jih povabili k sodelovanju. Nekoliko je prišlo do kratkega stika z voditelji šolske sekcije, zato ker sem si zamislila, da bi prvi govornik oziroma glavni referent na to temo, da bi bil Peter Vodopivec, ki je bil in ni imel osnovnošolske ali pa srednješolske prakse, ampak je bil profesor. Medtem ko didaktik z fakultete je pomislil, da bo njega doletela ta čast. Skratka, majčkeno je prišlo tukaj do kratkega stika. No, skratka, zborovanje je uspelo in ta pobuda o posodobitvi učbenikov se je absolutno prijela. In sama sem imela nek uvod in tukaj vam bom prebrala, kaj je napisal kolega Marjan Drnovšek v poročilu o tem zborovanju. Pravi, da sem uvodoma poudarila nekaj kritičnih misli o dotedanjem opisnem poučevanju zgodovine s premajhnim posluhom za sodobne probleme, ki so imeli korenine v preteklosti. Naprimer, omenila sem ekologijo, že zelo zgodaj mi je kanilo, da to bo problema. Pač pa Peter Vodopivec je očital v šolski zgodovini preveliko vtesnjenost v boljševiške ideološke okvire, to dejansko so učbeniki bili zelo po ruskem vzoru, tistem iz 50-ih let še pisani, ki so, se pravi, okvire, ki so pogojevali enostranskost seznanjanja s preteklostjo in poveličevali materialno nad duhovnim.
V prihodnje naj bi učenci dobili širok spekter zgodovinskega znanja, pogled na preteklost pa naj bi si oblikovali sami. Pouk zgodovine naj bi izhajal iz sodobnosti, v njem naj bi prišla do izraza zgodovina vsakdanjega življenja. Zgodovina NOB naj bi bila predstavljena v kontekstu evropske zgodovine druge svetovne vojne. Naloga pouka zgodovine naj ne bi bila oblikovanje učenca v lojalnega in pokornega patriota, ampak v kritično mislečega človeka. In v razpravi na zborovanju je prodrl predlog, ki je zadolžil odbor zveze, da naj nekaj ukrene v tem pogledu in da naj oblikuje delovno skupino, ki se bo posvetila analizi učbenikov in bo začela pripravljati te učbenike. No, v skupini, ki naj bi zamisel uresničila, sva bila oba z vodopivcem, potem Olga Janša Zorn, ki je imela bogate izkušnje kot pedagoginja v osnovni šoli, v srednji šoli, kasneje pa je bila profesorca na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Potem je bila Ana Kastelic z Zavoda za šolstvo, ona sicer tedaj ni bila inšpektorica oziroma vodilna za to področje, ampak tam je mečkam prišlo do, je mečkam zanihalo tisto razumevanje, tako da je potem ona vskočila. In potem sta bila Janko Prunk in Branimir Nešovič. Morda so se kasneje pridružili še drugi, recimo Ana Kernova pa Stanko Deželak, ampak to so bili v drugi rundi. Ta prva je bila pa takole sestavljena. No in Nešovič, vsi ga poznamo, zdaj kot direktorja pa kot ustanovitelja založbe Modrijan. On je bil takrat urednik zgodovinskih učbenikov pri Državni založbi Slovenije. In skupaj z Jankom Prunkom sta leta 1993 že pripravila učbenik za 8. razred osnovne šole 20. stoletje, ki je v bistvu prikazoval dogodke sodobne zgodovine še v 90. leta, še vojna v Bosni je bila recimo uprizorjena. Učbenik ni bil čisto klasičen, bil je zelo ličen, bil je pa nekoliko preobsežen in malo težji je bil tudi branje, v bistvu namenjen odraslim, ne tako zelo mladini, sicer pa izvrstno branje. No in Branimir Nešovič je potem iskal pisce učbenikov še za 6. in 7. razred osnovne šole. Kot prvo je nagovoril Olgo Janša Zorn. Ona je bila preplaha in se tega ni lotila sama, da bi napisala za 6. razred, pač pa sem bila jaz junak, takrat popolnoma nevešča, brez vsakega znanja, učenja v osnovni šoli. Jaz sem takrat 10 let že predavala na fakulteti, z učenjem v osnovni ali pa srednji šoli pa nisem imela prakse. Ampak vendar sem napisala del učbenika za srednji vek, za 6. razred osnovne šole. Besedilo je bilo relativno okorno, tudi je se preveč držalo sheme, kot so nam predavali zgodovino na fakulteti, se pravi najprej obča zgodovina, potem narodna, ampak dejansko sem pa dala ta poudarek na vsakdanje življenje. In to sva potem z Branimirjem Nešovičem pilila ta tekst, in potem še s Olgo, no, in Olgo je pa ta zadeva potem potegnila. In je v bistvu po mojem vzorcu, po mojem mustru nekako receptu, je pa pripravila potem svoj del tega istega učbenika za 6. razred, in sicer za prazgodovino in stari vek. Knjigico zlasti za srednji vek je ilustrirala Andreja Peklar. Izšel je pa leta 1994. No in enako tandemsko v dvoje sta se lotila učbenika za 7. razred, Maja Žvanut in Peter Vodopivec. Ta učbenik je nekoliko preobsežen, ampak perfektno branje. Res to potegne vsakoga noter, tudi za mlajšega in starejšega bralca, ampak za uporabo v šoli je pa mogoče nekoliko preobsežen, skratka v tem letu, v času se ga s težavo obdelali, nekateri pa samo izbirne vsebine obdelati. In to je šlo leta kasneje. No, to je toliko o učbenikih. Ampak o učbenikih me je pa izredno pritegnilo tudi pisanje strokovnih knjig, zgodovinskih knjig za otroke. Tudi tukaj je bil na vrsti nekakšen slučaj. Jaz sem bila v letu 1991 štipendistka sklada Aleksandra von Humboldta in sem živela v Münchnu in Münstru.
In dosta čas sem prebila v knjižnicah, kjer sem iskala literaturo za mesta, za zgodovino mest, literaturo za gospodarsko zgodovino in seveda literaturo za zgodovino vsakdanjega življenja. In ko sem te knjige naročala, mi je nič kolikokrat prišla pod roke mladinska knjiga, kakšna knjiga za mladino, slikanica, ilustrirana knjiga na temo, kako so živeli. Jaz sem se zavedala, da tega pri nas ni. No in kot vemo vsi, je tukaj voz potegnila naprej Eva Kurcovan. Istega leta, kot so medve z Olgo objavili učbenik za 6. razred, je ona pripravila knjigo Rimljancem. In to je bilo tisto, kar je takrat v naši knjižni ponudbi zelo manjkalo. In prav ta knjiga je mene navdihnila, da sem potem po njenem naslovu napisala knjigo Meščancem, tudi namenjeno za otroško publiko, tukaj le prva, ne. In izšla je leta 96. Rimljancem je pa tam gorje. No in mojo knjigico je ilustrirala Maja Šubic, to je bilo zelo lepo narejeno, pač v bistvu za otroke. Ampak kljub temu lahko rečem, obe ti dve knjigi, in Rimljan in Meščan, sta popolnoma korektno strokovno branje, ki je ustrezno tudi za branje odraslih. Sta pa besedilno, po stavkih, po preprostosti, sta pa prilagojeni tudi mlajšemu bralcu. No in zdaj pa največji zalogaj v zvezi z mojim sodelovanjem pri objavljanju mladinskih strokovnih knjig je pa žal ostal nedokončan. Torzo. Urednik založbe Mladika, ki je sicer objavljala raznovrstno mladinsko literaturo, to je bil Janez Mušič takrat, je sredi 90-ih let prišel na zamisel, da bi začeli izdajati zbirko Ilustrirana zgodovina Slovencev za otroke. In tam naj bi bila vloga ilustratorja in vloga pisca enaki. Se pravi, oba bi bila avtorja. In povabil je pa kot strokovnega urednika Petra Vodopivca. Peter v takih stvarih ni bil organizatorno prav izrazito ekspeditiven, je pa potegnil noter v to zgodbico mene. In z Mušičem smo najprej se dogovorili, kakšno obliko naj bi ta knjiga imela, koliko naj bi bilo slik, kakšen naj bi bil vse besedila. In potem sva s Petrom pripravila nabor 50 naslovov, ki bi pokrili te ključne momente v slovenski zgodovini. Seznam je v gradivu, če boste pogledali. In pisce sva nagovarjala, sva imela odbranih še mnogo več, kot pa jih je bilo realiziranih. In ilustratorje sva pa piscem prepuščala, da si jih izberejo sami. Sama sem imela pri nagovarjanju avtorjev dokaj srečno roko in sicer sama sem pripravila eno knjižico zbirke, to je Poleg kdo v tebe ljubil, izšlo je knjižic 8 in pridobila sem še 6 piscev, se pravi samo eno avtorico je pridobil Peter, ker on pač ni bil tako zelo, kot rečeno, v teh stvarih konkreten. No in leta 97 so išle 4 knjižice. Moja in Maja Šubic Poleg kdo v tebe ljubil, Eve Holc in Andreja Peklar Skočijo od Alp do morja, Marjana Drnovška in izvrstnega Matjaža Šmita v Ameriko, Petre Svoljšak in Rudija Skočirja, prvi med junaki je naš kranjski Janez, leto kasneje 98 je Timotej Knific z ilustratorjem Rudijem Skočirjem pripravil knjigo Tu bo naš dom, Stanja Granda še leto kasneje, leta 99, prav tako z Rudijem Skočirjem knjigo Hočemo Slovenijo. Po 2 letih, 2001, so izpod peresa Petra Štiha z ilustracijami Andreje Peklar izšle srednjeveške plemiške zgodbe, edina knjigica, ki tukaj ne manjka, ker je očitno izposojena. Leta 2002 pa svojisto ideli grad Maja Žvalut, ki jo je nagovoril k sodelovanju Peter Vodopivec ilustrirala in pa je knjižico Andreja Peklar. Kot rečeno, knjigice so bile po obsegu besedila usklajene, razen te Petra Štiha, ki je mečkano presegla obseg zato, da pa je oblika ostala ista, so fonti malo pomanjšani, ampak je krasna knjiga in tudi pedagogi zelo radi segajo po njej. No in ko je predstavljal svojo publikacijo, sem bila na tej predstavitvi in mi je zaupal, da niti slučajno ni lahko pisati za otroke, da je bilo težje, kot je domneval. No, kot rečeno, zdaj ta zamisel je potem v bistvu obtičala.
Zakaj je obtičala od teh 50 naslovov, ki je šlo samo 8? Knjige so bile zaradi oblike in ilustratorskega dela relativno drage. Založnik je imel še vrsto drugih objav in drugih obvez in se ni dovolj, bi rekla, potrudil, da bi jih promoviral recimo na šolah med pedagogi in tako naprej, tako da so izhajali dosti neznano. Šele kasneje jih je publika nekako sprejela. Ni jih promoviral, skratka. In še nesreča, ki se je takrat časovno sovpadla, založbo, ki je bila takrat nasproti Ministrstva za zunanje zadeve, založbo Mladika, nasproti Ministrstva za izgradnjo Mladika in za nemško ambasado, so takrat, se je morala seliti, ker so jim vzeli lokacijo in se je preseljevala v neko staro hišo, zelo lepo, na Starem trgu. In ko so se selili, je bilo to zahtevalo izredno veliko napora, veliko denarja in skratka, to je kar nekako zgodba obtičala, upam, da bo poprijela za njo, morda kakšna druga založba, morda založba Modrijani. Predvideni naslovi, ki jih imate, so zelo pestri, skušala sva biti pri njih tudi zelo večkrat bolj duhovita. Kot vidite, zadnji naslov je Danes je nov dan, pa se vprašamo, kakšen je danes, ker bo še tako euforičen naslov. Skratka. Zdaj pa samo še za zaključek. Kakšni so moji osebni načrti? Že v 90-ih letih sem želela napisati po vzoru knjižic Rimljancem, Meščancem zgodbo Revež sem. Ampak povem vam spričo teh sodobnih pojavov revščine, ki jih nisem načrtovala, pa zajela, pa nisem niti nanje računala. Ne vem, ali je to sploh perspektivno, tudi ne vem, kdo bi to bil pravzaprav pripravljen objaviti. Ampak pripravljeno je tako nek poglavje za vsak revež berač, revež otrok, sirota, revež bolnik, revež starec in tako naprej. Je pa takole upeljal en verzek kakšnega od slovenskih literatov, recimo tukaj je primer Kosovega revež otrok. No, tako, da se pa še večkrat pohvalim, moram reči, da sem za potrebe šolnikov in popularizacijo zgodovine na poljuden način enako pripravila še 2 scenarija za filma Utrip srednjeveške Škofje Loke, pa srednjeveška piranska zgodba, ampak tukaj nimamo več opravka z literaturo, ampak z drugimi mediji. Hvala lepa.